Glejte, ta znak izbrana kakovost Slovenije, ki jaz sem že, ko sem še delala v mlekarni Planika, rekla za njega, da kiti naše nalepke oziroma naše označbe na naših proizvodih, je izjemnega pomena tako za kmeta, kot za na koncu pridelovalca in ne nazadnje, kar je še najpomembnejše, za potrošnika. Ker s tem znakom zagotavljamo, da so izdelki, ki so okiteni s tem znakcem, s tem smeškotom, če tako rečem, dobri, odlične kakovosti, zagotovljeno, so certificirani z strani certifikacijskih neodvisnih hiš in tako pridelovalci kot predelovalci moramo poskrbeti, da se držimo vseh predpisanih standardov, ki so potrebni za ta certifikat. Če potrošnik poseže po takmu proizvodu, bo s tem proizvodom dobil višjo kakovost, zajamčeno višjo kakovost, ker je izdelek, ki je narejen iz surovine, pridelane na tak način, mora biti ta surovina čim prej v mlekarni, mora biti čim krajše transportne poti, pridelana, kot sem že rekla, po tem predpisanih certifikatih in ne nazadnje, vsi, ki smo v verigi, tako od kmeta, predelovalca in potem na koncu potrošnika, na tak način dobimo kvalitetnejši, boljši in odličen proizvod. V bistvu se mora upoštevati pri proizvodnji mleka vse tiste predpisane standarde, mora biti najvišje kakovosti. Mleko mora imeti vse najboljše vsebnosti, mora biti čim prej pripeljano v mlekarno in v mlekarni tudi predelano. In vsak kuhar, ki je dober kuhar, reče, da se čuti, če je v izdelku dobro maslo, če je dobro mleko, če je dobra smetana. Na koncu tudi potrošnik, verjamem, da to tudi občuti, ko tak izdelek kupi. Certifikacijska hiša, ko pride v mlekarno pregledati, če se tega mlekarna drži, pregleda pa tudi vse proizvajalce, ki so vključeni v to shemo in tudi proizvajalci se morajo držati tega, kar je predpisano. Se pravi, da tudi živino krmijo oziroma da se živina čim več časa pase oziroma se pokrmi z najkvalitetnejšo krmo predelano na našem območju. Vsi proizvajalci, tako pridelovalci in predelovalci so certificirani letno in certifikacijska hiša oziroma ljudje, ki pridejo iz te hiše, pregledajo vse, kar je potrebno pregledati. In glejte, hrana ni žebelj, ampak hrano uživamo vsi, od najmanjših do najstarejših in vsi se moramo, vključeni v to verigo, se moramo zavedati, da je še kako pomembno, da proizvajamo odlično hrano, ki jo Slovenci znamo proizvesti. Jaz prihajam iz Primorske in naš rek je, da krava se pri gobcu molze in je dejstvo res to, da je odvisno, kaj ti daš kravi za pojesti, ker potem se potem tudi čutilo na samem mleku oziroma mesu in potem tudi kako v mlekarni oziroma nekje v neki drugi predelovalni industriji to surovino tudi na čim bolj naraven način predelamo. Poskrbimo, da damo na trg našemu potrošniku, ki si to tudi zasluži, vsi si to zaslužimo, čim bolj kvaliteten proizvod. Lejte, jaz sem tako rekla, včasih mogoče preveč gledamo, če stane kakšna stvar cent več, ampak ne pozabimo, da si s tem centom kupujemo tudi svoje lastno zdravje. Jaz mislim, da ta znak si zasluži še večjo promocijo oziroma, da bi recimo, mene bi se zdelo super, da bi bili gostinci imeli označbo pri jedilniku, da je ta jed sestavljena iz sestavin, ki nosijo ta znak izbrana kakovost. In zakaj ne bi bili tudi mi ponosni na to? In ko pridejo turisti, a ne bi bilo fajn, da bi mi znali razložiti, kaj ta smeško pomeni in da bi na jedilniku videl tega smeška. In verjamem, da bi se še vračali v to restauracijo, v to gostilno, ker dobijo to hrano, s temi narejeno iz teh proizvodov in na koncu morajo pa vedeti in vejo pa samo z označbo. Pa če bi se normalno prehranjevali, upoštevali vse to, da si sami lahko kupimo tudi dobro zdravje, bi tudi to upoštevali pri naših nakupih in ne stali pred hladilnikom in se odločali, a bom dal en cent ali pa več ali pa en cent manj za tisti jogurt, ki ga kupimo. Jaz mislim, da ta znak si zasluži še večjo promocijo oziroma, da bi, recimo, mene bi se zdelo super, da bi bili gostinci imeli označbo pri jedilniku, da je ta jed sestavljena iz sestavin, ki nosijo ta znak izbrana kakovost. In lejte, ko gremo v tujino, se iščemo lokalne proizvode,
probamo tisto, kar v tisti deželi nudijo in zakaj ne bi bili tudi mi ponosni na to. In ko pridijo turisti, a ne bi bilo fajn, da bi mi znali razložiti, kaj ta smeško pomeni in da bi na jedilniku videl tega smeška in verjamem, da bi se še vračali v to restauracijo, v to gostilno, ker dobijo to hrano s temi, narejeno iz teh proizvodov in na koncu morajo pa vedeti in verijo pa samo z označbo. In to mislim, da bi mogli vključno z turističnimi delavci, ker na koncu kmetijstvo in turizem sta tako povezana med sabo, ne samo zato, ker kmetje poskrbijo, da je obdelana krajina, da je potem Slovenija lepa tako, kakor je lepa, ampak tudi zato, ker potem turist dobi, ali pa mi vsi dobimo na krožniku, tudi ne samo doma, ampak tudi v gostilne, kamor včasih tudi gremo.